Cenjene gledalke, spoštovani gledalci, dobro večer in dobrodošli v tokratni oddaji Ura resnice na spletnem portalu Info 360. Tema naše nocojšnje debate je, kdo je tu pravi parazit oziroma Ura resnice za slovensko zdravstvo. Moje ime je Aljuš Pertinač, tokrat v vlogi voditelja, z mano pa sta naša posebna gosta, in sicer novinarka spletnega portala Info 360, Brigitte Ferlič-Žgajnar. Dober večer, živijo Brigitte. In pa zdravnik, oftalmolog, magister Matej Beltram. Dober večer, hvala za vabilo. Prosim. Brigitte, če mogoče midva začneva tole našo debato, koliko je po tvoje ura v slovenskem zdravstvu? To je zelo težko vprašanje za začetek, moram reči. Vsak pacient, ki čaka tamle v dolgi čakalni vrsti, pravi, da se je zdravstvo pogreznilo zelo globoko v krizo in je ura vsaka za rešitev že izgubljena. Ko pa poslušamo predsednika vlade Roberta Goloba v državnem zboru, danes je na poslanska vprašanja o tem, kaj lahko pričakujemo od novega zakona o zdravstveni dejavnosti, dejal, da bo po tem zakonu, po sprejemu tega zakona vse drugače, da bodo vsi velise zdravstva izginile, skratka, da zdaj končno zdravstvo čaka odrešitev. Tako da zdaj je odvisno, na kateri strani stojiš, da potem ugotavljaš, koliko je ura. Tako da v resnici bomo videli, koliko je ura šele po sprejemu tega zakona v zdravstveni dejavnosti, ki prinaša te obljubljene spremembe in dolgo pričakovano reformo. Ja, mislim, da si lepo rekla, odvisno od tega, na kateri strani stojiš. Zato se mi zdi v redu, da smo danes ljudje, ki to gledamo iz različnih strani, in bo Matej povedal, ki to gleda od znotraj na nek način, iz zdravniških vrst. Kaj pa se tebi zdi, Matej, koliko je ura v slovenskem zdravstvu? Jaz mislim, da je ura že odbila. Odbila predvsem za tiste paciente, ki že zdaj ne pridejo pravočasno do zdravljenja. Zate je že popolnoma jasno, da je ta vlak že odpeljal, da je ta ura se že šla preko 12. Bojim se, želel bi si obratno, iskreno bi si želel obratno, ampak bojim se, da to, kar je napoved predlagateljev tega zakona, da se ne bo uresničilo in da bo stanje slabše, ker v tem zakonu ne vidim rešitev, ki bi dejansko konkretno težavo, to so čakalne dobe, nedostopnost zdravstva, reševali. Zakon je napisan ideološko, to priznava sam predlagatelj, ko v uvodu napiše črno na belem, državno v javnem zdravstvu je v redu, zasebno v javnem zdravstvu ni v redu in je dopustno samo izjemoma tam, kjer se z državnim, kjer ga je treba državno zdravstvo dopolniti. In ideologijo se vidi tudi v tem, da popoldansko delo zdravnikov oziroma dvojno prakso, kot se to normalno reče, da to označuje kot vzrok za nedostopnost in za čakalne dobe. To je zelo enostavno vreči, da to ne drži, ker popoldansko oziroma dvojno prakso zdravnikov poznajo vse evropske države, pa čakalnih dob nimajo vse evropske države. Tako da tukaj je jasno, da to ni vzrok in posledica, oziroma sta vzrok in posledica obrnjena. Ker tam, kjer pa so čakalne dobe in daljše kot so te čakalne dobe silijo bolnika, da bo rešil svojo težavo, ker ga boli, ker ga skrbi, ker ne more delati in išče neko drugo alternativno rešitev. Ali se gre zdraviti v tujino, ali pa gre na samoplačniško zdravljenje. In to ni rešitev, ker se s tem veča predvsem neenakost glede dostopa do zdravstvenih storitev, ker tisti, ki si lahko privoščijo, bodo rešitev našli, tisti, ki so pa socialno šibkejši, bodo pa potegnili najkrajšo. To je problem tega zakona in potem, ker je tako ideološko zaslepljen, se poslužuje tudi neustavnih rešitev, od prepovedi dela, omejevanje pravice do dela in celi skupini poklicni, ne samo zdravnikom, tudi medicinskim sestram, zdravstvenim tehnikom. Druga potem je ta predlagana omejitev dobičkov koncesionarjev. To bi bilo zelo zanimivo, si lahko pogledamo, kaj so ti dobički v resnici.
In problem je ta, da jaz ocenjujem, in ne samo jaz, ampak 4000 zdravnikov, ki smo dali podpisane in pozvali poslance naj ne sprejmejo tega zakona, predvidevamo, da bo ta zakon imel škodljive posledice, da se bo dostopnost zmanjšala. Zakaj to govorimo? Zato, ker vsak od teh 4000 zdravnikov pravi nekaj tisoč obravnav na leto, vsako leto, desetletje za desetletjem. Povprečni slovenski zdravnik je krepko čez 50 let star. In se mi zdi nepojmljivo, kako se tega našega glasu oziroma teh naših izkušenj ne upošteva. Se mi ne govorimo tukaj zaradi naših osebnih interesov, oziroma saj jaz in tudi zdravniške organizacije, tukaj ne branimo nek svoj partikularni interes, ampak mi branimo interes bolnika. Ker na koncu, ko bo ta vlada šla, ko bo ta zakon, ne vem, če bo razveljavljen, na koncu ti bolniki bodo ostali s kom? Z nami, zdravniki. In ne z tem, kaj je ta zakon predlagal. Zdaj, oba sta razumljivo omenila ta zakon o zdravstveni dejavnosti, ki se praktično ta hip sprejema. Zdaj, ko se mi to pogovarjamo, še ne vemo kaj konkretno bo sprejeto, ampak Brigitte, tudi potem, ko bo zakon, če bo potrjen v državnem zboru, še ne bomo vedeli, če bo kdaj stopil v veljavo. Ja, v resnici tega res ne bomo vedeli. Dejstvo je, da danes se zakon obravnava, danes je res tisti velik dan D, jaz pravim, za slovensko zdravstvo, ampak je vse odvisno od teh amandmajev, ki so trenutno še v igri in mi ne vemo razpleta, kaj v resnici bo sprejeto, kaj ne bo. Zdaj najbolj problematično je to omejevanje dobička pri koncesionarjih. Kaj bo mogoče, če dovoliš, če se tu malo ustavimo za trenutek. Jaz nekako sem poskusil razumeti, kakšna logika bi tu lahko bila odzadaj, pa če nam ti lahko pomagaš oziroma našim gledalkam in gledalcem, kaj je tu motiv? Zdaj, res mislijo odločevalci na strani koalicijskih poslancev, da so tu rezerve, prihranki v financiranju slovenskega zdravstva, da so tu tistih, koliko je skupaj 5 milijard v zdravstveni blagajni? Jaz mislim, da tukaj prihrankov definitivno ni, ampak oni hočejo, po mojem mnenju pa vedenju, s tem omejevanjem tega dobička preprečiti določeno nagrajevanje zdravnikov. Zato, ker zdravnik, ki gre k koncesionarju delati, je lahko bolje nagrajen in bolje plačan, ker pri koncesionarjih delujejo po zakonu o gospodarskih družbah, je lahko bolje plačan in zato, ker je lahko bolje plačan, seveda zdravniki z veseljem odhajate delati koncesionarjem, ker v javnem zdravstvu to nagrajevanje ni možno in je seveda ni možno zato, ker spet javni zavodi delujejo pa po zakonu o javnih zavodih in tam je zelo jasno določena plačna lestvica in kaj se sme in katera izplačila so zakonita in katera niso in je tam manj možnosti za neko nagrado za uspešno delo. In po moje oni potem s tem na nek način želijo zmanjšati motiv za odhajanje zdravnikov, prehajanje zdravnikov. To je koliko je tega denarja? Je to res toliko denarja, Matej? Ne, ampak ni to kontradiktorno. Koncesionar lahko boljše plača, pa ima še vedno dobiček. Javni zavod pa slabše plačuje, pa nima dobička. Jaz mislim, da se splača pogledati, dejansko se splača pogledati te dobičke koncesionarjev, ampak ne z tega vidika, da bi jih prepovedali, zato ker koncesionar, preden začne sploh svojo dejavnost, mora en ogromen svoj lastni vložek iz lastnih virov vložiti, preden lahko sploh začne sanjati o nekem dobičku in obratno, če nima dobička, če ima izgubo, potem gre v stečaj in mora svojo dejavnost zapreti in se spet dostopnost za paciente s tem zmanjša. Tako da to ni rešitev. Tudi omejevanje dobička koncesionarjev prav v ničemer ne poveča dostopnosti do storitev, ker koncesionar bo še vedno dobil tisto vsoto denarja, ki jo dobi po pogodbi koncesijski. Ampak tudi če ima zdaj dobička manj, ne bo nič več storitev narejenih, nič več kadra ne bo zaradi tega na razpolago. In te dobičke, recimo, se pa lahko pojasni na druge načine. Zdaj, ena možnost bi bila, da recimo dejansko ZZZS neko storitev preveč plačuje, čeprav večino storitev plačuje premalo. Ampak recimo, da je to hipotetična možnost. Ampak zdaj, glede na to, da mora koncesionar vse svoje aparate, stroje, opremo, prostore sam plačevati, zdravstveni dom plačuje pa občina iz naših prispevkov, bolnišnica, UKC-je so bili zgrajeni iz našega davkoplačevalskega denarja in nimajo tega stroška
In kako zdaj, če je ena storitev preplačana, je preplačana tudi za javni zavod, ne samo za koncesionarja. In po tej logiki, če je tam zdravnik kader slabše plačan, nimajo stroškov z nabavo opreme oziroma ki je bila ta naprava v štartu kupljena iz skupnega denarja, potem bi morali ti javni zavodi pri teh storitvah imeti še večje dobičke kot koncesionarji. In tako da razlage so po mojem druge. Morda, mislim, to je zdaj retorično vprašanje, ker jaz pač vem, ker sem videl oba sistema zelo podrobno od znotraj. Morda je razlika v organizaciji dela, v stimulaciji zaposlenih, in pa, to je zdaj tabu tema postala, morda je pa razlika tudi v ceni, po kateri koncesionarji nabavljajo materijale in po kateri materijale in opremo nabavljajo javni zavodi. Ker zdaj so zdravniki z dvojno prakso sovražnik številka 1, nepošteni dobavitelji, ne smemo pospraševati, imamo veliko zelo kvalitetnih in strokovnih dobaviteljev, profesionalnih, ampak nekateri pač ne igrajo po poštenih pravilih, in tisti pa še naprej nemoteno služijo stotine milijonov evrov davkoplačevalskega denarja in tega tudi ta zakon se niti približno ne dotakne. Se do tega še pridemo. In še, če smem samo dodati, direktorjem zdravstvenih zavodov, ki imajo svoje posebno združenje, bi pol predlagal, da namesto nekega ideološkega aktivista na svoje letno srečanje naslednjič povabijo enega od najbolj uspešnih koncesionarjev in se bodo pol lahko nekaj od njega naučili. In to je tudi namena javnega zdravstva, ki vključuje zasebnike in državne ustanove v državah, kjer to funkcionira, ker imaš vedno ogledalo. In lahko tekmujejo v kvaliteti in v učinkovitosti javne ustanove in državne ustanove. In gre za prestiž tudi in tako naprej. Tako da to je na koncu dobro, je pa za bolnike. V bistvu je rešitev vse te zgodbe po moje v tem, da bi se mogli, se strinjamo, ne prelotiti reorganizacije javnih zavodov, ne samo reorganizacije, ampak v smislu reorganizacije učinkovitosti javnih zavodov. Imamo številne primere, na katerih bi se učinkovitost javnih zavodov lahko povečala, pa ne nazadnje tudi ne bi imeli problema več s prehajanjem, s tem vprašanjem, da zdravniki delajo dopoldne v javnem, popoldne v zasebnem. Če bi imeli predstojniki natančen pregled nad tem oziroma sledili temu, da koliko v resnici njihovi posamezni zaposleni naredijo. Če resnično nek zdravnik oddela tisto vse, kar je treba, zakaj delamo problem iz tega, da popoldne, dela, kar si sam želi, in ga tukaj omejujemo in omejujemo tudi njegovo strokovno rast nenazadnje. Tako da, če bi imeli, se pravi, v javnih zavodih dober pregled nad tem, kaj se v javnih zavodih dogaja, jaz mislim, da se s temi vprašanji, ki jih naslavlja zdaj zakon o zdravstveni dejavnosti, sploh ne bi bilo treba ukvarjati, ker številnih problemov, ki iz tega izhajajo, sploh ne bi imeli. Ne bi imeli izkoriščanja, ki pač ravno predsednik vlade Golob govori o parazitiranju in to misle ravno na primere, saj so posamični primeri, sam potem slabo luč vržejo na celo zdravništvo, o tem se vemo, da se štempljajo, zdravnik dopoldne se štemplja, določeni ortopedi smo imeli, poznamo zgodbe, in potem gre samo čez cesto, vmes malo podela in se vrne nazaj in tako naprej. Če bi imeli, če bi bilo natančno pregledano, kaj kdo dela in koliko dela in kako dela, bi bilo nesmiselno se s tem sploh ukvarjati, da skrajšam. To vse drži, ampak recimo prav pri teh parazitih, ko so se prelevili z dvoživka, to je taka čudna evolucija. Mutirali, genski inženiring, ne vem, kaj je to bil. Recimo, prav tukaj, sej predsednik vlada imenuje nadzorne svete javnih zavodov. On ima vso moč, dolžnost in tudi sposobnost, da pošljejo okrožnico vsem predsednikom svetov državnih teh javnih zavodov. Ti javni zavodi imenujejo direktorji imenujejo predstojnike in lahko, ni treba, da on mikromenedžira, ampak on samo da befel, tako kot bi pravi lider moral narediti, in bi stvar morala biti urejena, bi jaz pričakoval. Ker to, kar si omenjala, seveda, to so nesprejemljive prakse. Ampak to so prakse posameznikov. Ne moramo pa celotnega zdravništva s tem obremenjati. To je kot če bi rekel, nobeden od učiteljev ne
sme popoldan dajati inštrukcij, zato ker je enkrat en učitelj pa sprejel neko darilo od nekega starša, da je nekomu, ne vem, dal višjo ceno ali pa da mu je tisti cvek zbrisal. Verjetno se tudi to dogaja, pa ne moramo zdaj vseh učiteljev omejevati v nečemu, kar je njihova pravica. To sem hotel vprašati v zvezi s temi paraziti. Mogoče mi dva najprej, Brigitte. Zdaj, jasno je, da je motiv pri predsedniku vlade tu je malo političen oziroma tudi populističen, se pravi pokaže s prstom in tako naprej. Res pa je zanimivo to, kar je prej omenil Matej. Se pravi, zakaj ni za parazite recimo razglasil dobaviteljev v zdravstvu, ali pa tistih dobaviteljev, ki pač dobavljajo preplačan material. Zakaj se je recimo po tvoje lotil zdravnikov? To je prvo vprašanje. Drugo vprašanje, tudi to, kar si ti omenila, se pravi, so posamični primeri ekscesov, ampak ko je bil javno pozvan premier strani zdravniške organizacije, naj pove, pač koga točno je imel v mislih, ko je govoril o parazitih, ni znal navesti niti enega samega primera, ampak je rekel, da pač to je tisto, ko se govori oziroma kar se poroča in tako naprej. Se pravi, očitno tle ni niti enega kejsa, da bi rekli recimo, zaradi tega poglejte ga, kakšen je. Jaz mislim, če bi se lotili dobaviteljev na tak način, bi se jih bilo treba, je to zelo kar velik zalogaj in tega se je v bistvu težko lotiti. Jaz sama sem nazadnje pisala naprimer o splošni bolnišnici Celje, kjer so kupovali aparat za zunajtelesni krvni obtok in so aparat plačali 80,000, samo pol leta je bilo razlike, med tem, ki ga je kupil KC Maribor in potem SB Celje. In SB Celje je isti aparat plačal za 80,000 evrov več, kot so ga pol leta predtem plačali v UKC. Isti proizvajalec. Vse isto, vse iste specifikacije, praktično specifikacije copy-paste. In potem, ko to pač preverjaš, kličeš tudi dobavitelja, jaz sem ga v tujino, seveda ne povejo, zakaj je cena toliko narasla, pravijo, da je to zaradi inflacije, ampak v resnici pa pravih cen ne dobiš. Pa problem je tudi v tem, da imajo določeni dobavitelji tukaj res monopole in ta konkretni dobavitelj ga ima. In je potem za javni zavod nemogoče, on aparat rabi in ga more kupiti. Se pa strinjam, so pa tukaj rezerve. Dal bi se, ne vem, neposredno dobavitelja kupiti, kakorkoli, ampak to je dost težja, se pravi, tarča, kot pa morda zdravniki, ki so zdaj pač v smislu na očeh, da glejte, ste pa zaslužkarji, to, kar si rekla, če je UKC Maribor to pred pol leta kupil za 80,000 evrov manj, potem bi lahko iz Celja poklical Maribor pa vprašal, poslušaj, kako je vam to uspelo, on zdaj hoče od mene, pač pa 80,000 evrov več. To verjetno ni majhen znesek, tudi glede na vrednost tega aparata. Tudi podobna zgodba so reševalna vozila, tudi o tem sem poročala. Zelo pač določeni dobavitelji imajo določen monopol, razpisi z istimi specifikacijami se kopirajo, kar smo evidentno dokazali tudi jaz v člankih, ampak se ne zgodi nič, karavana gre dalje, mi lahko pišemo, se zaganjamo. So take rezerve v bistvu. Rezerve so ogromne. Koliko je prava cena, je najbolj, da vprašaš koncesionarja, po koliko je kaj kupil. Koliko je kupil, Tisto je tržna cena. Ampak mi smo imeli pred leti primer, pač dosti svetov, Matej, pač akademika Noča in kolega Blaža Mrevleta, ki sta dokazala, da se da, kljub tem omejitvam, se pravi monopolom, omejenemu pač manevrskemu prostoru, omejenemu številu ponudnikov in tako, da se da pač na stvari enem samem oceniti, artiklu. Na enem samem od več tisočev, 10,000 artiklov, ki se nabavljajo v slovenskem zdravstvu, je takratni generalni direktor UKC-ja priznal, da so uspeli na njuno pobudo, z njunim prizadevanjem, znižati, prihraniti 1 milijon ali 2 evra na leto in to v eni ustanovi v enem letu. Zdaj pa to pomnožimo z vsemi artikli, tu govorimo o stotinah milijonov evrov, jaz to takrat pred 10 leti je bila ocena 400 milijonov, danes revalorizirano, verjetno je to 500-600 milijonov evrov, kar ustreza, proračunu enega UKC Ljubljana ali pa ustreza proračunu vrednosti koncesijskih pogodb za vse koncesionarje v Sloveniji. To meni, če bi mi ta denar prihranili, mi bi lahko naredili za en UKC Ljubljana
več storitev ali pa bi podvojili storitve, ki jih opravljajo koncesionarji. In zdravniki tisti, ki ste dobri, bi bili lahko nagrajeni z tega naslova. In to bi bilo super, ne? Ker zdaj je pri nas ta zdravništvo neka uravnilovka, ne? Pa ni prav, pa vse v zdravništvu se mi zdi ni prav, da je, no, zato ker so posegi... Ne samo v zdravništvu, se tudi pri medicinskih sestrah. Tam je na Odmevih je profesor Zver razlagal kakšne kritične razmere. Hematologija, jaz sem bil tam kot študent na vajah več tednov, to so res tisti najbolj bolni, občutljivi bolniki tam po teh transplantacijah kostnega mozga. Ne. In to je zelo usposobljen kader, ne samo zdravniški, tudi ves ostali sestrski kader. In zdaj, če delo 80 sester opravlja 50 sester, polje se tu za vprašati, mislim, to ne more to je na mesto, kar pravite, ne? Če bi sledili temu populizmu predsednika vlade, bi lahko točno to rekli. Ne? Se pravi, s tem prihrankom bi lahko pač ustrezno nagradili vse zaposlene v zdravstvu, ne? In bi ta motiv v narekovajih, ne, da grejo pač v popoldansko delo pri zasebnikih umanjkal. Sam bi mogli spet zakonsko, da bi lahko nagrajevali, bi mogli spet zakon prilagoditi, ker zdaj pač to plače bi omejevanje. Pa še en prihranek več 100 milijonski, ZZZS iz svojega proračuna namreč tudi plačuje za bolniške odsotnosti, ki prekoračijo 30 dni. Do 30 dni plačuje delodajalec, na 30 dni gre v breme zdravstvene zavarovalnice. In ta znesek iz leta v leto narašča. Delno zato, ker so ljudje tudi bolj bolni, ampak ponavadi ti delovna aktivna populacija ne zboleva, ker mora delati, mora skrbeti za družino in tako. Daljšajo se predvsem pa ti stroški zaradi daljšanja čakalnih dob. Pomeni, mi raje plačujemo, in to govorimo o stotinah milijonov, mislim, da je zadnji podatek 600 milijonov evrov na leto. Torej, mi raje stotine milijonov evrov plačujemo za nadomeščanje dolgih bolniških odsotnosti, namesto da bi naredili en horuk in skrajšali te čakalne dobe z vsemi razpoložljivimi zdravniki in sestrami in ordinacijami, ki so na razpolago. Tako, kot so naredili na Hrvaškem, se opravičujem, na Hrvaškem nek primer kardioloških operacij, ki so v nekem, ne vem, en mesec vsi delali, kako so potem skrajšali je neprimerni izraz, ampak poznamo tudi akcijske popuste, poznamo pač sezonske neke, pač bi rekel, rukarje po domače rečeno, ampak to se mi zdi zanimivo vprašanje, tega zaslužka, ko okrog tega se ves čas vrtimo, to je nekako podtonu pač te vladne vojne proti zdravnikom, se pravi, oni služijo na vaš račun, oni služijo, ne vem, pod mizo in tako naprej. Ne. Mene recimo je šokiral podatek, ki je bil v javnosti večkrat podan tudi na konkretnih primerih, da se recimo zdravnikom iz Hrvaške se ne splača več priti delati sem, ker so tam primerjalno boljše plačani. Ne. Imeli smo konkretno primere zdravstvenih domov na pač v bližini Hrvaške, kjer pač zdravnica se prijavila in poje ugotovila, koliko je plača, rekla, da raje ostala tam, kjer je zdaj. Ne. Da to ni recimo odmevalo bolj, se mi zdi, v Sloveniji. Ne. Ker mi so vse, če se primerjamo s Hrvaško ali pa še s kiro drugo bivšo državo, mislim bivšo republiko bivše skupne države, pač gledamo nekako zviška dol na njih. Zdaj pa kar naenkrat zdravniki na Hrvaškem boljš plačani v javnem sistemu, da se razumemo, ko pa v Sloveniji. Kupujejo cenejša reševalna vozila, evo. Ja, bravo, Brigitte, točno, ampak to je dejstvo. Gremo ugotavljati, kako si to lahko privoščijo. Ob nižjem BDP na prebivalca, kako si to lahko privoščijo. Hrvaška, pa recimo tudi Romunija, so se soočile z eksodusom zdravstvenih delavcev. Ne samo zdravnikov, tudi medicinskih sester, negovalcev in tako naprej. In zdaj, žal je pač tako, če ti želiš nek izobražen kader obdržati, pa mu moraš ponuditi take pogoje, da bo ostal. In Slovenija, nažalost, tukaj ni več zanimiva, tako kot je nekoč bila, oziroma se bojim, da bodo zdaj v Slovenijo prihajali samo še tisti, ki res nikamor drugam ne morejo, ker niso tam zaposljivi. Mogoče kar s Filipinov, tam smo zdaj odprli veleposlaništvo. No pa še nekaj, ko sta omenila oba Hrvaško, recimo, če pa nekdo predolgo čaka v Sloveniji, na nek poseg ali preiskavo, gre pa recimo na Hrvaško se zdraviti, potem pa ta naša ZZS, ta strošek zdravljenja, zato ker je prekomerna čakalna doba, mu pa ta strošek gladko povrne. Če pa gre samo plačniško v Sloveniji, pa se to ne zgodi. To je ta 254. člen pravil ZZS, ki je podzakonski akt. To niti
ta omejitev ne obstaja niti v ustavi, niti v trenutno veljavnem zakonu o zdravstveni dejavnosti, ampak to je tisti hudič v podrobnostih. In recimo, ni treba velikih reform delati, ampak recimo ukinitev tega 254. člena pravil ZZZS, ki je diskriminatoren do bolnikov, ker bolniku ne omogoči silite, da greš v tujino, ne? Oziroma te sili v čakanje. Kje je tu logika? Ali čakaš, ali greš po tujino? Nič od tega ni v interesu niti tebe kot bolnika, niti države kot financerja. Kako je omejitev je že, da moraš tukaj vse ti lahko dobiš ali prej soglasje ZZZS-ja, ali pa naknadno uveljavljaš refundacijo. S tem, da potem ni nujno, da jo dobiš, če niso pogoji bili izpolnjeni. Ampak če je pogoj, da je izdana napotnica in da je čakalna doba prekomerno dolga, ko si rekla za zobni aparat ali pa pri otrocih, za zobni aparat, to se pol že zgodi. Zdaj, kaj vidva ocenjujeta, kam bo šla zgodba naprej? Ker se mi zdi, da vsakič, ko nam vladajo te, ki pravijo, da so veliki zagovorniki in branitelji javnega zdravstva, doživimo neko erozijo javnega zdravstva. Bom povedal zelo plastičen primer. Zasebnik v Ljubljani na Savski cesti, ko je bila ministrica Milojka Kolar Celarc, tudi velika braniteljica v besedah javnega zdravstva, je iz enega nadstropja je v celo stavbo, se pravi prišel na 4 nadstropja v njenem mandatu. Se pravi, očitno ta obramba javnega zdravstva ni bila uspešna, ali pa je bila. A je mogoče možno to, sicer to je že kar meji na neko teorijo zarote, ampak vendarle, da te, ki najbolj branijo javno zdravstvo, bojo največ naredili v škodo javnega zdravstva, ker vidimo, zdravniki pač odhajajo, dostopnost se ne izboljšuje, celo ta telovadba z v bistvu podatki o tem, koliko je nedopustno dolgo čakajočih, vidimo, da zelo neke take, ne vem, kak izraz bi sploh uporabil, ene podatke se sporočajo javnosti, ene podatke se pa sporoča pač odgovornim na resorju. Zdaj, ko si se ravno dotaknil teh statističnih preigravanj, o katerih sem jaz tudi v zadnjih dneh kar poročala. Jaz mislim, da je za ljudi, ki čakajo v vrsti, itak popolnoma nerelevantno, kako so oni zabeleženi tam v statistiki. A je on zabeležen kot nedopustno čakajoč ali dopustno čakajoč ali to. Dejstvo je, da on čaka in on bi čim rad... Koliko jih je, mu tudi nič ne pomaga. Če ni na vrsti, je vseeno so 3 ali je pa 300. Ja, točno to. In pol ta hvala, da nedopustno čakajoči, število njihovo se je zmanjšalo, je popolnoma nerelevantna, nezanimiva za kogarkoli, ker mnogi tisti, ki čakajo, prav, se je zmanjšalo, sam jaz še zmeri čakam, kaj zame drugače, kaj za pacienta drugače, kaj smo mi naredili, kaj smo mi v tem obdobju te vlade naredili, da bo za pacienta boljš. To se jaz ves čas sprašujem. In zdaj s temi ukrepi v zakonu, ker res zdaj trenutno ne vemo, kakšni bodo, lahko da bodo zdaj se danes potegnili vse nazaj, pa bodo rekli, nič od tega, kar smo načrtovali, ne bomo sprejeli. Tako kot si ti uvodoma rekel, kaj bo za pacienta boljš? Po mojem mnenju škoda je bila že narejena, 2 leti se je to sprejemalo, škoda je bila narejena. Če smem tu dodati 2 stvari. Recimo, bolnika ne zanima, pri kom se zdravi, kaj piše na tabli nad vhodnimi vrati. A tam piše državna bolnica, ali piše tam občinska ustanova, ali tam piše, ne vem, klinični center, ne vem, najlepši zdravnik, ne vem kaj. Bolnika zanima, da dobi kakovostno storitev, da jo dobi pravočasno, da jo ne plača iz lastnega žepa, ampak da jo krije solidarno zavarovanje, v katerega vsi vplačujemo, in da jo obravnava na en človeški, pietetni način. To ga zanima. Ne zanima ga, kdo je lastnik tiste ustanove. In tako funkcionira... Tudi nekako si dobiček v končni fazi. In ga zanima... Ne, ta dobiček bi nas moral zanimati, ker je sredstvo, kako bi lahko izboljšali koriščenje sredstev za zdravstvo, ki so omejena so v vseh državah. In analiziranje takih dobičkov je ključno, da pridemo do boljših praks, kako za isti denar nuditi več zdravja zavarovancem. To se strinjam, sam bolnika to ne zanima. Bolnika pa zanima storitev, ki jo dobi oziroma kaj ne dobi. In zdaj, če še to dodamo, ko si spraševal, da rušijo javno zdravstvo. Tukaj je problem definicije, ker v evropskih državah, kjer imajo javno zdravstvo in kjer ni čakalnih dob, kot prvo je dvojna praksa popolnoma sprejemljiva zadeva,
kot sem že omenil, in kot drugo, te države, ki imajo delujoče javne zdravstvene sisteme, tam javno zdravstvo pomeni, da so v javno zdravstvo vključene državne ustanove, lahko tudi občinski zdravstveni domovi in pa zasebniki. In vsi delajo za isti sistem, pod istimi pogoji, za isto ceno, in bolnik lahko prosto izbere, gre zdravniku A, B, C, D in ni važno, kaj piše tam gor na vratih. In tudi obratno, zdravnik lahko sam izbere, a se bo zaposlil v državni bolnici ali bo delal na svoj račun ali nekaj vmes, to nobenega ne briga. Ker gre za dostopnost. Več, kad ti imaš točk vstopnih kapacitet, manjše bodo čakalne dobe. In to je javno zdravstvo in to ni privatizacija. Privatizacija je to, kar se zgodi s čakalnimi dobami, ko silimo bolnike v samoplačništvo, ko si nekateri to lahko privoščijo, ko si nekateri lahko privoščijo dodatno zasebno zavarovanje, nekateri si pa tega ne morejo privoščiti. In nastradajo, nažalost, ta najbolj šibki sloji. In to ni prav in tega ne smemo dovoliti, ker to ni moderno javno zdravstvo. No, ti si zdaj nakazal, da v bistvu rabimo reformo Zavoda za zdravstveno zavarovanje. To vse, kar si ti govoril zdaj, je v bistvu povezano z reformo zdravstvenega zavarovanja Slovenije. Oziroma ZZZS-ja, ustanove, mislim. In je tudi predsednik vlade na začetku rekel, po tisti prvi konferenci na Brdu, če se spomnim, najprej bomo, prva točka, ki se jo bomo lotili, je reforma ZZZS-ja. Potem je pa kar naenkrat od te reforme ni bilo nič in so se stvari čisto obrnile v neke druge smeri, kar je bilo meni izjemno zanimivo. Prva reforma je ukinitev 254. člena pravil ZZZS, niti zakona ni treba spreminjati. Samo skupščina ZZZS mora ta člen odpraviti. Zaradi mene lahko neko varovalko, neko participacijo, ne vem kaj uvede, da ni zlorab teh pravic, ker žal sredstva so omejena, ampak že to bi bil zelo enostaven način, kako poveča dostopnost. Vse to, kako se je dostopnost povečala, smo videli med prejšnjim poskusom reforme ministra Danijela Bešič-Loredana. In neke resne analize do zdaj na mizo nismo dobili in bi pričakoval pred pripravo takih pomembnih zakonov, da bi pogledali, ne vem, kaj je bilo tam v redu, kaj je tam šlo narobe. Namesto, da se kar tako počez govori, da se je 200 milijonov denarja zafuhtalo, se to se sme reči v podcastu. Ja, seveda. Ta denar se ni vrgel skozi okno. Vprašajmo tiste bolnike, ki so bili operirani, ki se jim je, ne vem, neko diagnozo postavilo, ki so bili pol zdravljeni. Če njih vprašamo, za njih ta denar ni bil proč vržen. Je pa tisti stresni test, kot ga je imenoval minister, pokazal nekaj, da recimo predvsem javne ustanove so lahko samo delno povečale svojo storilnost, dosti bolj so pa storilnost lahko povečali koncesionarji. Kar je pa spet bilo narobe potem. In to je bilo pol narobe. Za ulične performerje oziroma aktiviste. Jaz pa povem lahko, in to jaz povem iz osebne izkušnje, in to je tudi kolega Muževič v Državnem zboru, ki je imel možnost povedati, analize pa pokažejo, da se je pa dostopnost storitev v tistem času dejansko povečala. In jaz sem mi, ko smo to delali, smo to videli, ker je, ena uboga nona tam, iz Trente, je prišla brez problema na vrsto, za operacijo sive mrene, in je pol lahko, zdaj bom tako populistično rekel, lahko spet svoje vnučke gledala, ne pa, da je tam do smrti ostala slepa v čakalni dobi. Ampak ko si omenil, si hotel kaj dodati? Ja, hotel sem samo reči, da sredstva za zdravstvo so res omejena in mi moramo zdaj resno razmisliti, kaj bomo naredili s temi sredstvi, kako jih bomo porabljali. Potem, če rečemo, bomo zvišali prispevek za zdravstveno zavarovanje, spet je vik in krik, ampak vprašajmo se, a bomo res mi s temi sredstvi lahko bili tako solidarni še naprej, kot smo zdaj. Torej, mislim, da smo lahko. Zato, ker mi zberemo veliko sredstev, ker vsak, pardon, ker sem te prekinil, ampak mi vsak zaposlen, vsak v Sloveniji, ki je redno zaposlen, 15% od njegove bruto plače gre prav namensko za zdravstveno zavarovanje. To je ogromna vsota. Se strinjam, pa če bi imeli še pol tiste prihranke v dobaviteljski verigi in to bi se dal marsikaj narediti z tega denarja, ampak vsem se sprašujem, če bi morali mi uvesti na nek način ta sistem košaric, da mi obvezno zdravstveno zavarovanje plačujemo, potem pa uvedemo določeno število zavarovalniških produktov,
ki potem jih ljudje pač plačujejo in potem so lahko dostopi do zdravnikov, da gre k zdravniku, kateremu želiš, da ga zbereš. Te rešitve že znamo košarico Francozov ali Švicarjev ali Nizozemcev ali Avstrijcev. A bi se ti zdelo to rešitev? Pri nas to ne bi funkcioniralo, če me vprašate, zato ker mi itak nočemo, da bi mi preganjamo zdravnike, če odmislimo to, da gre za dvojno prakso ali pa pač, da gre za, da dela pri zasebniku pa dela pri javnem, mi odganjamo zdravnike od tega, da delajo več, ne? Mi ne želimo, da bi oni pač bili motivirani za to, da delajo več. Odganjamo pa tudi ZZS s svojim tem programom, ki je ta letni načrt, oziroma zdaj ga zamenjal, ta splošni dogovor je zdaj zamenjala uredba vlade, to je plansko gospodarstvo. Mi določimo, zgodilo se bo toliko in toliko, ne vem, levih kolkov. In ko se avgusta levi kolki se porabijo, ko je plan izpolnjen, je konc. Ko si omenil ministra prejšnjega za zdravje, Bešiča Loredana, pač zdravnik, tudi znan slovenski javnosti iz tega svojega neke vrste boja za bolj učinkovito zdravstvo, podpredsednik vlade, predsednik vlade Golob je sam rekel, zdravstvo bo prioriteta, tako naprej, vemo, ni ga več, zdaj aktualna ministrica Brigitte, ni podpredsednica vlade, je zdravstvo še prioriteta, jaz se nekako ne morem odločiti, kako ti njo vidiš zdaj. Po eni strani se mi zdi, da je pač nek akter te vojne proti zdravnikom, po drugi strani se mi pa skoraj zdi tudi, da je neke vrste žrtova, ker je nekako med kladivom pa med nakovalom. Ne vem, če ona verjame v to, kar počne. Jaz se bom najprej navezala na bivšega ministra Danijela Bešiča Loredana. On v bistvu se je res po vsem tem dogajanju popolnoma umaknil z javnosti. On tudi ničesar več o zdravstvu ne komentira, ne želi komentirati. Edino, kar sem tako malo po kuloarjih zvedla, je, da je dejal, da se ne bo spremenilo nič. Tako da to je ena taka njegova teza po tem sestopu z oblasti. Tako da ne vem, zakaj je on imel ta občutek. Kar se ministrice za zdravje tiče, jaz mislim, da ona je pridna, dela, se trudi, ampak v resnici pa nimam čist občutka, kdo vodi ministrstvo. Ona ima svetovalca, ki je bil prej minister za zdravje že in ima velik vpliv, tako da jaz ne vem, kako so tam strukture postavljene, da bi lahko odgovorila na to tvoje vprašanje čist evidentno in jasno. Zdaj se je tudi tukaj videl, v bistvu pri teh dobičkih, da je koalicijski poslanci menijo nekaj drugega, kar se teh dobičkov tiče, kar ministrica. In potem v neki, ne vem, zdravi politični družbi se vprašaš, če pa nimaš take podpore ali pa to, da misliš drugače, kot mislijo tvoji koalicijski poslanci, s katerimi si se nekako v koalicijski zavezi zavezal, da boš delal te skupne stvari, se zavzemal za skupni cilj, je potem to, ne vem, razlog za odstope. Eni pravijo, a bo zdaj ministrica odstopila ali ne bo, če bo to povoženo. Skratka, od danes je odvisno vse. Nerodno se mi zdi tudi z vidika poslancev, da jih dva ministra pozivata k razumu. Jaz bi pričakoval, da poslanci v državnem zboru vsi na podlagi razuma odločajo. Mislim, sam še to bi dodala, da jaz mislim, da ministrica pozna sistem, ve, kakšni so pravi načrti, sam ne vem, kdo je tisti, ki jo pri določenih stvarih omejuje. Vprašal sem zaradi te zadnje zgodbe, v kateri si ti tudi pisala na Info 360, se pravi te različni seznami nedopustno dolgo čakajočih. Ker najprej je kdo drug kot predsednik vlade nam je to sporočil, ker mi nismo vedeli, da zdaj manj časa čakamo in da so se čakalne dobe zmanjšale. Takrat si ti rekel, ob tisti akciji ste vi čutili, da ljudje prej pridejo na vrsto, mi zdaj nismo čutili, da ljudje prej pridejo na vrsto in nam je on povedal. In že takrat so se oglasili v zdravniških združenjih in tako je se rekli, to je nemogoče. No, zdaj smo pa dobili formalno tako rekoč potrditev. Zdaj, Matej, pa bom tebe najprej vprašal. Kako si ti to, jaz se sploh ne znam tega razložiti, kako ti to komentiraš, da Nacionalni inštitut za javno zdravje nekaj nam sporoča o tem, koliko
pa koliko časa, pa koliko jih čaka, nekaj drugega pa vladi in potem vlada reče, lejte, mi smo zmanjšali, v resnici pa tiste cifre, ki jih njim sporočajo, so pa daljše od unih prej, ki se jih oni kao zmanjšali. To so te Potemkinove vasi slovenskega zdravstva. Ne? To je zdaj tako, ne vem, Brigitte bi prišla, ne vem, ko se slabo počuti, ne vem, kaj jo poti, bi prišla k meni, ne vem, na pregled, pol bi jaz zmeril temperaturo, ne? Ampak, ne, jaz bi tisti termometer bil na skalo pomaknil, ne, za stopinjo na vzdolj. Bi rekel, da je 37, ne vez 39. Ona bi res imela vročino, bi se slabo počutil in bi rekel, ne, Brigitte, ti imaš pa samo 36 pa pol, nič ti ni, a ne, bi jo poslal domov. Pol bi prišla čez par ur nazaj, še v slabšem stanju, še bolj bi jo kuhalo, tresla mrzlica in ne vem kaj, bi spet ji dal tisti moj prilagojen termometer in bi pogledal, a ne, in bi pokazalo 37,5, a ne, bi rekel, ne, Brigitte, si ti imaš pa sem čisto malo vročinice, a ne, ne bomo nobenega aspirinčka predpisali, a ne, zato ker pri taki temperaturi se tega še ne daje, ne. To je zdaj smešna, karikirana situacija, ampak to so naši bolniki, zavarovanci, ki tiste prej prispevke, ki sem jih omenil, 15% od bruto plače, redno, pridno, vsak mesec vplačajo, oni ne zamujajo, ne, 6 mesecev ali pa 1 leto, oni redno vsak mesec od plače tisto plačajo, a ne, potem pa čakajo v tej čakalni dobi in a ne, so izbrisani bolniki, a ne, njihovi prispevki so izbrisani. Potem ne dobijo, ne morejo se vpisati k družinskemu zdravniku in se uporablja izraz neopredeljeni, a ne, niso neopredeljeni. Njihov zdravnik je šel v pokoj ali pa je zapustil delovno mesto in kljub temu, da ta zavarovanc zase in za celo družino vplačuje prispevek vsak mesec, ko zdravnika tam več ni, ker je šel v pokoj ali pa je spremenil službo, ostanejo prepuščeni sami sebi. Vprosti, Matej, ti ne veš, oni nočejo imeti zdravnika. Predsednik vlade je rekel, da nočejo imeti zdravnika. Oni bi imeli šanso ga izbrati, pa nočejo. Dopuščam, da jih je, ne vem, par ducat takih, tudi med tistimi 150 tisočimi, ne? Ampak kaj pa tistih nekaj 100, ki ob 6 zjutraj stoji v vrsti pred zdravstvenim domom, zato ker so slišali, da bo nek zdravnik, zdravnica začela na novo vpisovati paciente? To se mi zdi tako, ne vem, grozljivo z tega vidika, taka odtujenost od težav navadnih ljudi, a ne, sploh teh socialno najbolj ogroženih, ker ta nima druge možnosti, tam mora iti do družinskega zdravnika, da mu da napotnico, da mu naredi to preiskavo. A ne. Ti, ki nimajo družinskega zdravnika, niso v nobenih čakalnih dobah niti zavedeni. A ne, tudi njihove potrebe, on lahko, da ima neke bolečino ali bolezen ali ne vem kaj in bi rabil nek poseg, ampak on še niti do napotnice ni prišel, on še niti ni do tega prišel, da se lahko v vrsto postavi. Ne? In oni so izbrisani bolniki. Ja, premetavanju teh številk pa te statistike se mi zdi, da te institucije včasih kar malo pol pozabijo, ko vidijo te silne številke tisočih, a ne, da pol malo pozabijo, da to so resnični ljudje zadaj z resničnimi problemi, a ne, s stiskami. In potem, da rečeš nekaj, da se zmanjšuje, tako kot sem prej rekla, ne, temu človeku nič ne pomeni, ki čaka v vrsti, no, da ponovim to. Je pa res, da pač podatki so strigali, NIJZ je nam novinarjem pošiljal podatke o čakajočih na izbrane vrste zdravstvenih storitev, torej na 380 izbranih vrst zdravstvenih storitev, medtem ko je pa ministrica dobila podatke za vse čakajoče. In potem, a ne, so nam podatki strigali, smo se novinarji začeli sprašati, kaj zdaj to, koliko jih zdaj čaka, kaj in so potem prijazno pripravljeni neformalni briefing, po katerem jaz še zmeri nimam odgovorov na določena vprašanja. Čakajo po lastni volji. Ne, verjetno je v zadju to, ker recimo OECD, ne, za spremljanje, za kazalnike kakovosti zdravstvenih sistemov, spremlja recimo, koliko so čakalne dobe za neke izbrane storitve. Ne. Da to lahko primerjaš med sabo. Kako je pri nas prevržena ta situacija? Ne? Priporočilo OECD je, da 80% čakajočih čaka manj kot 3 mesece. Ne? Pri nas je pa na glavo obrnjena situacija. Glih obratno, ne? In tukaj ne razumem, zakaj mi zdaj želimo izumiti nek nov zdravstveni sistem, tazga, ki ga ni uspelo izumiti Francozom in Avstrijcem in Švicarjem in Nizozemcem, mi bomo pa zdaj nekaj boljšega izumili in ti ideologi, ne vem, ki se oglašajo s temi predlogi, bodo zdaj bolj modri in bolj pametni kot cela Zahodna Evropa, pa recimo Francija ali pa Švica, to sta recimo glede vrednot socialne države in tako diametralno nasprotni državi.
v Švici zelo individualizem, v Franciji zelo socializem, bi rekli, socialna nota. Ampak obe državi imata skupno koncept javnega zdravstva, ki vključuje vse izvajalce, solidarno zavarovanje, in to je treba ponavljati. In mi solidarno zavarovanje že imamo, to že imamo, nimamo pa tega, da bi se lahko prosto vsi izvajalci vključili in da bi lahko bolniki prosto izbirali, komu se grejo zdraviti. Tega pa nimamo. Če počasi sklenemo našo tokratno debato, Matej, posledice zakona, čeprav še ni sprejet, tudi ne vemo v končni fazi, kaj, ker bojo verjetno pobude za ustavno presojo in tako naprej, mogoče še kakšen veto državnega sveta, kaj bo dejansko vstopilo v veljavo, ampak posledice so že. Zdravniki odhajajo pač k zasebnikom iz javnega sistema. Kaj ti napoveduješ? Ali po tujino. Kaj ti napoveduješ, da se bo zgodilo, če bo zakon v neki tej rigorozni obliki, kot je predlagan, stopil v veljavo? Ja, zdaj je tako, odvisno od prehodnega obdobja, odvisno od teh zavlačevanj za, ustavno presojo in vetom in tako naprej, ampak dejstvo je, da odhodi kadra se že dogajajo in jih ta zakon ne bo ustavil, ampak jih bo kvečjemu pospešil. Jaz se bojim, da bo na koncu, ko bo to prehodno obdobje mimo in bo zakon popolnoma uveljavljen, bo zdravnikov, medicinskih sester v državnem zdravstvu manj, storitev bo manj opravljenih, čakalne dobe bodo podaljšane, več bo samoplačništva in večja bo socialna razslojenost naše družbe in dostopnost, predvsem za socialno najšibkejše, se bo zmanjšala. Jaz bi se navezala, jaz osebno podobno razmišljam, se bom pa navezala na ministrico, ki je v zadnjem mojem intervjuju v sobotni prilogi tedaj še rekla, da bo zdravstveni sistem po sprejetju tega zakona zanihal, če se spomnim. To je kar odmevalo. Tako da tudi jaz mislim, da bo zanihal, potem se bojo pa zadeve umirile, tudi ona je to rekla, ampak jaz mislim, da se bodo zadeve umirile, zato ker so ljudje že vsega hudega vajeni in se bodo enostavno navadili tudi na to, da bo vsega morda res manj storitev in tako naprej. Tako da je pa težko prognozirati. V tem trenutku težko prognozirati. Sprejema tako tveganje, takega nihanja, ker to ni zdaj nihanje samo enega nihala. Tisto nihalo podere tam ene kegle in tisti kegli so ljudje, je njihovo zdravje, je lahko tudi njihovo življenje. Pa nočem biti zdaj tu dramatičen. Ampak ko govorimo o konkretnih usodah, konkretnih ljudi, tako se ne moramo igrati. Ampak počakajmo, jaz pravim, ne vemo zdaj točno, bomo videli, kaj se bo zgodilo. Poziv k razumu je upravičen. Mislim, da je tudi naša nocojšnja debata. Predvsem se moramo vsi mi državljani, ki vplačujemo prispevke, redno, pridno, vestno, vsak mesec v ZZS vprašati, zakaj nam ZZS omejuje pravico, da se zdravimo pri komorkoli hočemo in zakaj nam je ta pravica onemogočena in omejena s čakalnimi dobami. In to moramo mi kot zavarovanci zahtevati, ker mi to plačujemo in mi lahko to zahtevamo. Mogoče pa bomo z veseljem še kdaj, za tokrat pa Brigitte Ferlič-Žgajnar, Info360 spletni portal, Matej Beltram, oftalmolog in zdravnik, najlepša hvala za to, da sta sodelovala v naši oddaji. Hvala tebi. Prosim, gledalke, gledalci, to je bila Ura resnice, tokrat brez Bojana Požarja, prihodnjič spet z njim. Hvala, da ste bili z nami in se gledamo še naprej. Srečno.